Letošnjo pomlad bomo otvorili s predstavitvijo Samsung S22 in pa S22 Plus. Samsung že kar nekaj let velja za nekako najbolj ustaljeno podjetje, ki pride do Android naprav, tako da mislim, da ne morate razočarati. Gremo se jih pogledati. Samsung S22 in S22 Plus sta zelo podobna prejšnji generaciji. Največja razlika je v tem, da je zadnja stran tokrat steklo, kar je definitivno velik upgrade. Robovi obeh naprav so letos bolj ostri, prav tako je oster tudi camera bump. Na spodnji strani je na obeh napravah vhod za SIM kartico, vhod za USB-C polnjenje in pa eden od dveh zvočnikov. S22 in S22 Plus imata ekran z resolucijo Full HD, se pravi 1080 pikslov, s tehnologijo AMOLED in pa 120 Hz maksimalnega osveževanja zaslona. Velikost ekrana na S22 je 6,1 inča, na S22 Plus pa 6,6 inča. Oba ekrana sta zelo svetla, ekran na S22 Plus doseže kar 1750 nitov, kar je uradno najsvetlejši ekran na kateremkoli smartphonu na svetu. Ko debata nanese na performance pri napravah, ki so prišle ven po letu 2020, naprimer, se mi zdi praktično nepomembno omenjati RAM-a, ker vemo, da ima vsaka naprava vsaj 6 ali pa 8 GB RAM-a in pri teh dveh ni absolutno nič drugače. Obe imata 8 GB RAM-a, kar je več kot dosti za neke normalne potrebe. Oba mobitela na slovenskem trgu poganja Kirin Exynos 2200 procesor, ki ima 8 jeder in je nekako najboljši, kar lahko tle pričakujemo. Med testnim obdobjem nisem naletel na nobeno upočasnitev ali pa kak zatik v performanceu. Oba mobitela sta zmožna poganjati najnovejše in najzahtevnejše igre in aplikacije. Ker sta oba S22 in S22 Plus manjša kot svoja predhodnika, pa to vpliva tudi na baterijo. In sicer na obeh najdemo 300 W manjšo baterijo, kar pa se praktično ne pozna v dnevni uporabi. Oba telefona zdržita čez dan. Razlika med Plusom in seveda osnovno verzijo pa je tudi ta, da se tale lahko polni do 45 W, medtem ko je navadna S22 omejena na 25. Oba imata stereo zvočnike, kot je že Jerry omenil, s tem, da se na S22 Plus opazi mičkeno boljša kvaliteta. Tako na S22 kot na S22 Plus pa najdemo tudi Samsungovo najnovejšo različico One UI, ki je njihov Android vmesnik z parimi novimi funkcijami, kot so naprimer, da poenotiš barve sistema glede na barvo tvojega ozadja in novimi Googlovimi pripomočki za domači zaslon. Obe Samsungovi napravi si delita enako konfiguracijo treh kamer, in sicer 50 megapikslov glavno lečo, ki ima od konkurence zdaleč najboljši zajem detajlov, 10 megapikslov telefoto s trikratnim optičnim zoomom in pa 12 megapikslov ultra-wide lečo. Slike celotnega nabora so kontrastne in imajo širok dinamičen razpon ter koherentno barvno paleto. Sistem ima pomoč umetne inteligence, kar se enormno opazi pri odstranjevanju šuma. Video zajemata v 4K 60 sličicami na sekundo ali pa 8K 24 sličicami, med katerima pa ni velike razlike v kvaliteti. Snemanje s sprednjo kamero na tako S22 kot S22 Plus pa je popoln užitek, saj vam oba omogočata snemanje do 60 sličic na sekundo na 4K rezoluciji in kakor vidite, detajli na mojem obrazu so jasni. Po mojem mnenju sta tele dva mobitela čist malo dolgočasna in ne zaradi tega, ker si ne bi kaj drznila ali pa ker ne bi bila dobra za svojo ceno, ampak zato, ker so že tako ali tako dobro napravo letos sam še malo poboljšali in polepšali. Če pa vas slučajno grab panika, ker bi radi izvedeli še kaj več o telih dveh napravah, pa veste, da jih lahko najdete na Telekomovi e-trgovini. Hvala za ogled, hvala za pozornost, mi pa se ga tako kot vedno vidimo v naslednjem. Čau!